Življenjske zgodbe oseb z okvaro sluha so zaradi komunikacijske ovire sila različne in velikokrat prepletene s številnimi zgodbami in nezgodami, ki včasih tudi ne najdejo prave poti v javnost. Še posebej specifične so zgodbe gluhoslepih ljudi, ki se vse prevečkrat znajdejo v situaciji, ki jo sami težko prebrodijo, zato je vsaka pomoč pri premagovanju njihovih težav dobrodošla in zaželena. Ena od takih zgodb je tudi zgodba gluhoslepe Metke Knez, ki se kljub težki invalidnosti trudi biti produktivna na vseh življenjskih področjih. Še posebej občudovanja vredna je njena študijska pot, s katero dokazuje, da je tam, kjer je volja, tudi pot. Splet srečnih okoliščin je botroval temu, da se je z njeno življenjsko zgodbo seznanil tudi Franci Urankar, direktor Audio BM, in obenem izrazil spoštovanje do njenega dosedanjega delovanja v svetu gluhoslepote. Zato se je odločil, da ji bo podaril vibracijsko budilko. Življenjska zgodba gospe se me je zelo dotaknila, saj kljub težavam, ki jih ima, ne vidi ovir, premika meje mogočega, študira, slika, aktivno spreminja tudi družbo, pomaga tudi pri zmanjševanju predsodkov. In zato želimo podpreti dejavnost, da bo lahko še lažje aktivna v družbi, tega si tudi sama želi in mi to zelo podpiramo. Kljub gluhoslepoti, ki me spremlja že vse življenje, sem zelo aktivna. V tem študijskem letu 2018, 2019, ko sem začela tudi študirati. To pomeni, da moram pogosto zjutraj pravočasno vstati. In pri tem mi bo ta budilka, ki sem jo prejela od gospoda direktorja in njegovega kolektiva v dar, izjemno pomembna in dragocena. Zdaj kot gluhoslepa oseba ne slišim običajnih budilk, ki jo lahko imamo tudi na mobitelu. Vsaka donacija je lepa in dobra zgodba. Tokratna ima še neko posebno in vsega spoštovanja vredno dodatno vrednost, saj je plod sodelovanja Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Auris Kranj in podjetja Audio BM, ki del svojega prihodka plemenito vrača nazaj v družbeno okolje in tako olajša življenje oziroma pomaga ljudem z okvaro sluha.